Zdaj pa prihajamo na 10. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik številka 2, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 12, priloga 1 in 2, ter grafični del pa so objavljeni na spletni strani občine Kamnik. Predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Peter Lovšin. Beseda ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Občina Kamnik je občinski prostorski načrt občine Kamnik sprejela novembra 2015. Novembra 2017 je stopila v veljavo sprememba osnovnega odloka, imenovana spremembe in dopolnitve OPN številka 1. Spremembe in dopolnitve OPN številka 1 so se po večini nanašale na odpravo pomanjkljivosti in nejasnosti v veljavnem OPN-ju, ki so onemogočale izvedbo upravnih postopkov in posledično izvedbo že načrtovanih prostorskih ureditev. Septembra 2021 je v veljavo stopila sprememba osnovnega odloka spremembe in dopolnitev OPN številka 3. Spremembe in dopolnitve OPN številka 3 so se nanašale na širitev namenske rabe prostora za namen površin nadzemnega pridobivanja prostora, ki omogoča izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin na razširjenem območju severno od obstoječega kamnoloma in s tem nadaljnje delovanje družbe Kalcit. V času od sprejetega osnovnega OPN je občina prejela številne vloge za spremembo namenske rabe lastnikov zemljišč. Oblikovane so bile tudi razvojne pobude občine, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe in izvedbenih določil OPN. Občinska uprava je zato januarja 2018 objavila javni poziv k oddaji pobud za spremembo namenske rabe zemljišč. Aprila 2018 je bil objavljen sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev OPN številka 2. Osnutek sprememb in dopolnitev odloka OPN številka 2 je bil izdelan v decembru 2019. Občina Kamnik je nato v decembru 2019 tudi pozvala nosilce urejanja prostora za izdajo prvega mnenja k pripravljenemu osnutku. Na podlagi pridobljenih prvih mnenj se je pripravil dopolnjen osnutek. Sledila je javna razgrnitev za zainteresirano javnost, ki je potekala od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022, kjer je bilo gradivo OPN občine Kamnik dosegljivo za javnost in dajanje pripomb. Župan občine Kamnik je zavzel stališče do pripomb marca 2023. V primeru tehnih pripomb in pozitivnega stališča do le-teh so se podane pripombe upoštevale pri pripravi predloga OPN ter se je ustrezno tudi dopolnilo gradivo. Dne 3.4.2023 je bila izdana odločba še takratnega Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da postopki celovite presoje vplivov na okolje v okviru sprememb in dopolnitev OPN ni treba izvesti. Predlog sprememb in dopolnitev OPN Kamnik je bil 14.4.2023 posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev drugih tako imenovanih končnih mnenj. Ne glede na izrecno zakonsko določbo glede roka za izdajo mnenj nosilcev urejanja prostora, ki znašajo 30 dni, so bila vsa potrebna pozitivna mnenja izdana oziroma pridobljena šele v avgustu tega leta, to se pravi 2024. Namen tokratnih sprememb in dopolnitev je vključevanje razvojnih in drugih pobud v OPN ter prilagoditev določil OPN spremembam zakonodaje. Spremembe in dopolnitve OPN številka 2 obravnavajo celotno območje občine Kamnik in vključujejo dopolnitev izvedbenega akta OPN, strateški del se ne spreminja. Spremembe OPN občine Kamnik številka 2 vključuje spremembe namenske rabe, vključno za spremenjem namenske rabe kmetijskih zemljišč, spremembe izvedbenih pogojev in spremembe načina urejanja. Predmet sprememb in dopolnitev tudi uskladitev podrobne namenske rabe z zemljiško-katastrskim prikazom iz leta 2019. Trenutna veljavna namenska raba občinskega prostorskega načrta občine Kamnik je namreč narisana na zemljiški kataster iz leta 2015. Skupno je bilo v tem postopku podanih 367 pobud za spremembo namenske rabe prostora. Od tega je bilo strani nosilcev urejanja prostora k njim izdanih 218 pozitivnih in 149 negativnih mnenj. V grafičnem delu se posledično spreminja podrobna namenska raba na območju 218 sprememb.
Pri spremembi podrobne namenske rabe prostora gre za spremembe v stavbna zemljišča v skupni izmeri 23,2 hektara, v kmetijska 14,9 hektara, v gozdno 1,5 in v vodna 0,2 hektara. Treba poudariti dejstvo, da mora biti vsaka sprememba namenske rabe potrjena s strani vseh nosilcev urejanja prostora. 149 negativnih pobud je imelo več negativnih mnenj, saj so po večini ležale na varovalnih območjih z področja kmetijstva, kulturne dediščine, narave in vode, poplavnih, erozijskih, plazovitih izven naselja. Občina je za omenjene pobude že ob pridobitvi predvidevala, da bodo k njim podana negativna mnenja, kljub temu pa se je občinska uprava potrudila pri obrazložitvi in utemeljitvi ter prav vse pobude vključila v postopek. Od samega začetka pa do danes se je spremenila zakonodaja. Državni organi so se reorganizirali. Postopek se je zavlekel tudi zaradi zahteve nosilcev urejanja prostora, k izdelavi številnih strokovnih podlag. Postopek je zaznamoval tudi COVID, državni službeniki, ki pregledujejo gradivo, so bili premeščeni na delo v zvezi z odpravo posledic poplav, prav zaradi teh dejstev se je zakonsko določen rok iz 30 dni za podajo mnenja k posamezni pobudi podaljšal tudi za več mesecev. Da je sam sprejem OPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev zelo zahteven, priča dejstvo, da 23 slovenskih občin še vedno nima sprejetega OPN, med te občine spadajo tudi mestne občine, kot so Maribor, Celje, Koper. Občina Kamnik pa danes obravnava že tretjo spremembo. Iz dosedanjih izkušenj na tem področju smo se vsi veliko naučili. In upamo vsaj to, da je prostor živ segment, ki se nenehno spreminja in da je na njem potrebno ves čas intenzivno in strokovno delati, ga spreminjati, varovati in na zakonit način tudi spreminjati. Ob tem pa je vendarle potrebno zavedati se, da so omejitve, ki so pogojene tako s konfiguracijo terena in lego, kot tudi z zakonskimi in podzakonskimi določbami. Prav tako se v vseh teh pogostejših vremenskih neprilikah tudi tudi največji skeptiki morali nekako ugotoviti, da določenih območij ni mogoče pozidati. Pa če je zasebni interes še tako močan. Dejstvo pa je, da je občinska uprava prav vsake pobude loti strokovno in zavzeto ter poskuša s pobudnikom najti rešitev, ki bo sprejemljiva tako iz prostorskega oziroma družbena, kot tudi z njegovega zasebnega vidika. Tako je bilo tudi pri spremembah in dopolnitvah, ki so danes na mizi. Iz tega razloga predlagatelj predlaga, da se le-te obravnavajo in sprejmejo. Hvala lepa. Hvala, Marija. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima dr. Rok Novak. Hvala. Razmišljal sem, ko sem gledal te dokumente, da sicer je to moj prvi OPN, ampak da je zadeva relativno težko pregledna na nek način. Se pravi, da je potrebno imeti nekaj 3 ali 4 zavihke odprte, da se sproti gleda, kaj točno se dogaja na vsaki lokaciji, čeprav obstajajo dobra orodja, relativno lahko dosegljiva, ki zadevo naredijo mnogo bolj pregledna in uporabniku prijazna. Konec koncev imamo tudi PISO, recimo v ta namen, ki nam omogoča zelo podroben in jasen pregled, kaj se točno dogaja na vsaki točki. Mogoče za v prihodnost, no, zdaj te OPN-ji se sicer ne sprejemajo zelo pogosto, ampak imamo nekaj let verjetno, da se nekaj takega vzpostavi, se pravi, da imamo svetniki na voljo neko orodje, kjer lahko relativno preprosto preverimo za vsako od teh lokacij, kaj se na njej dogaja brez PDF-jev. Hvala. Hvala. Beseda ima Marija Tadeja Ježek, izvoli. Hvala lepa. Če ste poslušali mojo to obrazložitev, gre za v bistvu zelo kompleksno področje, ki pač se nanaša na več vrst zakonodaj. Ena izmed teh je tudi, da je v bistvu predpisan sam postopek in vsebina prostorskega akta. Kar pa pomeni, da je gradivo predpisano. Ja, se strinjam z vami, vendar naš oddelek v bistvu ves čas, kar se nekako jaz ukvarjam na tem področju, se zelo trudi in imamo tudi, naša občina v bistvu je ena izmed bolj moderniziranih na informacijskem področju. Skušamo čim več podatkom vam že doma v bistvu, nekako iz domačega naslanjača,
Tudi zelo sem skrbela, da je bila ta internetna stran zelo pregledna, z vsem tekočimi podatki. Veliko truda je bilo v mojem dosedanjem službenem življenju v to vloženo, prav v to informatizacijo. Je pa žal, se strinjam z vami, sam žal je to predpisana oblika. Hvala. Še kdo? Besedo ima Ivanka Učakar. Še enkrat hvala za besedo. 22. leta smo imeli prvo branje tega dokumenta v juniju in potem smo vsi kar malo nestrpno čakali, kdaj se bo zgodilo drugo branje in naivno mislili, da bo to kaj prej. Včasih tudi malo med seboj ponergali o delavcih na občini, če se tako izrazim, ampak sedaj, ko pa pač dobimo dokument v roke ali pa na računalnik, se strinjam z Rokom, tudi če sem že večkrat te stvari pregledovala, res je zapleteno in je treba si vzeti veliko časa in kakšno stvar tudi na papirju pogledati. In prav to kaže, kot je že gospa dr. Marija povedala, koliko je bilo treba postoriti, koliko enega dela je vloženega, koliko zakonodaje vključene. Jaz sem pač človek besede in ne grafike in sem predvsem zelo natančno pregledala dokument za prvo branje in dokument za drugo branje. In potem, ko vidiš, kaj vse je bilo dodano iz zakonodaje, kljub temu, da je pač v zakonodaji napisano in na nek način copy-paste delaš, ampak je treba vse stvari pregledati, premisliti, zlepiti skupaj, narediti stvar od začetka do konca in mislim, da je eno veliko delo upravljeno, tako da sem vesela, da je zdaj dokument pred nami, se je pa že tekom današnje se je reklo, da je treba že začeti delati OPN3, trojka v bistvu že je kalcit, ampak naslednjo tretjo spremembo za celo občino, kako rečejo, never ending story, to je to delo. Jaz verjamem, da se bo tudi za tistih 100 in še nekaj morda našla kakšna rešitev, tako da hvala vsem, ki ste delali, da se je tole zložilo, naredilo, pripravilo. Imam sicer nekaj redakcijskih opozoril, ampak to jaz mislim, da lahko z oddelkom uredimo čist. Taka zadeva je, da na začetku piše, imamo tekstualni del, potem pa v vsem besedilu naprej govorimo o besedilnem delu. To se pravi, v bistvu gre samo za terminologijo, ki jo je treba na enih parih koncih mečkano uskladiti, da bo enoumna v celem dokumentu. Jaz menim, da kljub temu lahko potrdimo tale dokument. Hvala Ivanka. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik številka 2. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena in se iskreno zahvaljujem pripravljalci, vsem iz podjetja Urbanija in pa seveda tudi oddelku za prostor z vodjo dr. Marijo Tadejo Ježek, ki je v vseh teh letih bila deležna res ogromno nekih izzivov na tem področju in tukaj je bilo dejansko upravljeno, tako kot je bilo rečeno, veliko delo. Kar nekaj pobud se bo lahko realizirali in to gre za razvoj prostora. Zahvalo tem usklajevanjem, ki jih je bilo na ministrstvih, na raznih direktoratih, res nešteto, tudi sam sem bil na veliko njih prisoten in to je res mukotrpno delo, ampak tukaj ste dejansko preborbali te zgodbe in hvala za vse tisto, kar pa pač določene stvari niso šle čez, bo pa tako, kot je bilo rečeno, se odprl nov postopek, OPN številka 4 in tudi tam noter bo namenjen za razvoj turističnih, gospodarskih
in pa infrastrukturnih projektov in objektov in pa predvsem tudi za razvoj kmetijstva, ki nas vse skupaj živi, torej za te pobude bo odprt nov postopek. Hvala še enkrat.